Torej, v Slovenski demokratski stranki smo se odločili vložiti v parlamentarno proceduro zakon, ki bi po naši oceni postavil ključni okvir stabilnosti javnih financ v prihodnje. To je tako imenovan zakon o javnofinančni odgovornosti. Zelo preprost zakon in zelo učinkovit in pravzaprav odgovarja na tisto, kar je po naši oceni ključno danes v Sloveniji doseči. To je, da vežemo javnofinančne izdatke na ustvarjeno. Zakon ima 6 členov, pri čemer je drugi ključen, in sicer, da odhodki širšega sektorja države po mednarodni metodologiji ESA 95 ne smejo presegati 43% ustvarjenega bruto domačega proizvoda v posameznem proračunskem letu. Torej, odhodke širšega sektorja države vežemo na ustvarjeno. Namreč vlada ima sedaj pristop, da odhodke širšega sektorja države veže na neko absolutno vrednost približno 10,5 milijarde evrov, ne glede na ustvarjeno. Jaz mislim, da je ključno, in to pravzaprav razume sleherni v državi, da lahko svoje odhodke, družinske odhodke ali pa svoje osebne odhodke ali pa tudi podjetje svoje odhodke veže na ustvarjeno, ne na neko absolutno znesek, ne glede na ustvarjeno. Seveda je 43% precej manj, kot je sedaj, zato predvidevamo prehodno obdobje, da bi vsako leto znižali sedanjih približno 46% bruto domačega proizvoda na vsako leto zniževali za 1% in prišli v leto 2013 na teh ciljanih 43%. Zato je seveda potrebno rebalansirati obstoječ proračun, zato je potrebno tudi v skladu s tem načelom predvideti prihodne proračune. Sprejetje tega zakona in sprejetje tega načela bi gotovo izboljšalo pozicijo Slovenije tako na lestvicah kot konkurenčnosti, kot stabiliziralo javne finance. In seveda želim poudariti, da je potrebno to krčenje odhodkov širšega sektorja države početi na teh tako imenovanih nerazvojnih proračunskih postavkah. Teh je kar nekaj v proračunu in tudi te nerazvojne proračunske postavke lahko počakajo nekaj let, tako kot očitno bodo morali številni zaposleni počakati na uskladitve plač in podobno. Zato menim, da je ta zakon, ki ga vlagamo v parlamentarno proceduro, da bo odprl to diskusijo tudi v parlamentu, glede stanja javnih financ, glede trendov javnih financ v prihodnje. Tu se bojim, da so vsi te podatki izhodne strategije, ki je mimogrede glede teh javnofinančnih ciljev dobra, jo podpiramo. Seveda je pa nerealna, kajti vidimo, da je vlada pri teh pogajanjih tudi z deležniki pri omejevanju javne porabe razmeroma neučinkovita in se bojimo, da bodo te cilji izhodne strategije zopet neka fikcija, neka iluzija, ki ni bo nikoli dosežena. Prvi kamen bo že letos, prvi preizkus bodo že proračuni za prihodnje leta, ampak še enkrat, tudi če bodo proračuni lepi. Vidite, da se po izvrševanju proračuna 2 meseca ali 3 mesece po sprijemu rebalansa stvar kaže v povsem drugačni luči. In zato je so te dokumenti in obljube, drugo je pa to, kar se v resnici dogaja in kar opažamo šele na podlagi nekih poročil iz preteklosti. Upozoril bi ob tem še na eno pobudo, ki jo bomo dali v kratkem še ta teden. To je spet en primer, preko katerega se kaže ena izjemna jalovost vlade in njenih in pravzaprav nesposobnost usklajevanja med resorji. To je problematika rušenja sončnih elektrarn, konkretno na Celjskem sejmu in tudi drugod v Sloveniji. Poglejte, Slovenija je zavezana na podlagi podnebno-energetskega paketa k izjemno ambicioznim ciljem po deležu obnovljivih virov v končni porabi. Kar 25% obnovljivih virov bomo morali imeti v končni porabi. Tudi zaradi ukrepov države v preteklosti in sedaj moram reči, tu moram vlado pohvaliti, da je uvedla določene stimulativne ukrepe za gradnjo
obnovljivih virov pri proizvodnji, uporabe obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije, so se začele investicije po Sloveniji. Marsikje. In takšna farsa, kot se sedaj dogaja pri projektu, konkretnem projektu na Celjskem sejmu, ki je na očeh javnosti in ki vpliva na številne investitorje, je prav neverjetno, da se kaj takega lahko dogodi v pravni ali pa bi rekel temu urejeni državi. Torej, da eno ministrstvo govori eno, drugo ministrstvo dela drugo, investitorji pa gledajo in pogledajte, če ni investitor varen oziroma prepričan in tudi, da mu ni zagotovljena varnost investiranega denarja, seveda v tako investicijo ne bo šel. Še posebej ne v investicijo v obnovljive vire, kajti vemo, da je zelo dolgoročna povrnitev tega investiranega. Namreč v 15 letih država jamči, da se bo z nekim donosom povrnila investicija in če v teh 15 letih ni zagotovljena varnost te naložbe, je seveda to še kako pomembno za odločitev samega investitorja. In pogledajte, tu je investitor zgradil sončne elektrarne, preko 2200 teh fotovoltaičnih modulov na strehah 3 objektov na Celjskem sejmu, ki jih sedaj mora rušiti. Imam pred seboj to odločbo o rušitvi, ki je bila izdana 31.8. in nalaga v roku 3 mesecev po prejemu odločbe seveda odstraniti te sončne fotovoltaične module, vseh 2300, 400 in seveda tudi odstraniti ostale stvari. Zato predlagamo izredno sejo odbora za gospodarstvo oziroma odbora za okolje in prostor in odbora za gospodarstvo parlamenta, kjer bi obravnavali problematiko in zavezali vlado k takojšnji rešitvi tega problema, da seveda pred pretekom 3 mesecev ne bo potrebno nikakršnega posega v te elektrarne. Jaz ne rečem, da ni potrebno preveriti statično in sicer ustreznost takšnega posega. Da pa je potrebno birokratizirati z nekimi takšnimi in drugačnimi dovoljenji, je pa po moji ceni preveč, kajti v marsikaterem primeru ne gre za neke zahtevne posege in seveda je seveda prav, da si vsak investitor pridobi statične presoje ali ustrezne druge presoje, da seveda z postavitvijo takšnih naprav ne ogroža varnosti ali pa celo življenj ljudi in premoženja, vendar je potrebno imeti tu neko normalno birokratsko držo, ne pa zakomplicirati stvar in jo v številnih primerih s tem tudi onemogočiti. Torej predlagamo sklic izredne seje odbora, obeh odborov, pristojnih obeh odborov, kjer se bodo tudi predstavniki vlade soočili, predstavniki Ministrstva za okolje in predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in upam, da bomo prišli do učinkovitih rešitev, ki bo rešil tudi ta konkreten primer in zagotovilo varnost ostalih investitorjev v tej državi. Torej, spoštovani, v Slovenski demokratski stranki bomo, ne glede na fikcijo, ki jo ustvarja predsednik vlade in ministri in polepševalni sliki, ki jo ustvarjajo glede situacije v Sloveniji, predlagali razne ukrepe, s katerimi menimo, da lahko koristimo tej državi na dolgi rok. Se pa bojim, da je vedno, kadar napovedujemo nekatere ukrepe in jih obrazlagamo v smislu zaostrenih razmer, da smo vedno deležni na drugi strani neke pravljice, da smo že zdavnej ven. Ta pravljica se seveda dostikrat prime tistih, ki želijo dobre informacije in ne želijo nekih sivin ali celo črnih slik in zaradi tega vladi dostikrat tudi uspe prepričati večino poslancev, ki tako glasujejo tudi verjetno zaradi neke strankarske discipline. Mi seveda ne bomo zaradi tega odnehali in bomo tudi nadaljevali s takšnimi pobudami, kot sta ti dve, in seveda bomo tudi upozorili, kadar vidimo, da grejo zadeve v napačno smer. Prvi in naslednji korak bo gotovo proračunska razprava za prihodnji 2 leti.
prihodnji 2 leti.